Prevajanje leposlovja je presajanje ene rastline iz ene zemlje v drugo zemljo ali v drugo prst, če hočete. Če jaz neko tišavnico, ker sem že celo enkrat naredila, lepo izpulim, jo zavijem nek celofan od karkoli že in jo prinesem v Slovenijo in jo posadim na našem vrtu, recimo zdaj v tem primeru Lendavi, kjer živim, ne bo čisto dišala, bo malo drugačna, ker je to skratka, ker jo presadim v neko drugo prst. In ni samo prst, je potem tudi podnebje, je skratka, in zato, seveda mogoče recimo meni se en izraz zelo dopade, ampak ki ga pač v prozi ne uporabljamo, posloveniti nekaj, ta izraz mi je zelo všeč, Pri recimo prevajanju poezije rečemo, ne vem, prepesniti, kar se mi zdi tu zelo lepo, pri prozi ne rečemo preproziti, ker se to že čist ne sliši, pa tudi ne rečemo, Ja, in zdaj seveda jasno, da se prevajalci srečujemo z mnogimi različnimi težavami, trdimi orehi, trdimi pa manj tršimi, Ja, gledajte, meni se zdi, torej nekaj, ne vem koliko mi to uspeva, ampak meni se zdi, da se prevedena knjiga mora brati tako, kot bi bila napisana v tistem jeziku, katerega prevedemo. Ker mislim, da je to smisel leposlovja, zdaj drugo je, če prevajamo, kot sem že rekla, tehnične tekste. Jaz mislim, da je, ne vem, da če ti bereš recimo en prevod in se spotikaš čezen, ne vem, to če bi hodil pa iz hudo, bom rekla, strmi pa luknjasti poti, da to razen, če je stil tak, to je pa druga stvar, Če je slog pisatelja tak, da se mora spotikati, je tudi druga stvar, Tako da jaz se zelo trudim prevajati tako, da slovenim. Če stopiva zdaj še na obale Male Anglije, dogaja se v času od leta 1929 do 20 let pozneje, torej v času tik pred izbruhom druge svetovne vojne in potem med njo. In tik preden se zgodi vojna, se že dogaja kriza, marsikateri bogate družine recimo bankrotirajo, v zraku čutiti določen strah. Je v bistvu ta čas do neke mere malo blizu tudi današnjemu času? Ja, se mi zdi, gospa je napisala ta roman je šel leta 1997, nagrajen je bil, pa nominiran za vse te nagrade leta, torej kasneje, eno leto kasneje. Ja, se mi zdi, da je predvsem v tistem času, predvsem drugi del knjige, da ja, zelo veliko govori o neki bližajoči se katastrofi, ne vem, ta razna podjetja bankrotirajo, bogati ladjarji se naenkrat znajdejo na dnu, kupenih špekulacije, torej, skratka, svet se stresa v temeljih, potem se, ko se konča ta vojna, se tudi na Androsu življenje spremeni iz temeljev, ljudje se izseljujejo, ta otoška skupnost se razkraja. Tako da, ja, jaz mislim, da je pravzaprav, ja, v enih stvareh je žal, zelo spominja na to, kar se danes dogaja. Ja, žal. Mala Anglija, naslov, najprej zagoneten, zakaj, ampak zelo hitro izvemo, zakaj. Tako v otoku Andros pravijo domačini sami, tam živi veliko ladjarjev in tako se imenuje tudi usodna ladja, ki je zadnja ladja enega od protagonistov romana. Tole vzdušje Male Anglije, je Mala Anglija primerno ime za Andros? Mislim, kakšne so recimo primerjave z veliko Anglijo, ena od protagonistk se recimo zaljubi v učitelja angleščine v zelo mladih letih in sanjari, da bo šla nekoč v veliko, čisto pravo Anglijo. To je zelo duhovito. Ja, tu bi jaz samo še dodala to, ja, pač ena od teh protagonist, se zaljubi v Angleža, zaljubi se pravzaprav mogoče bolj, niti ne toliko v njega, kot v ta nek civiliziran svet, nek bogat svet, nek zahod, v njenih očeh seveda, in tam zelo duhovito, seveda to jasno, to pisateljica namerno tudi malo tako ironizira, in ta deklica, ta Moska, seveda fantazira, ja, da bi potem ona šla s tem Angležem v pravo Anglijo, ker Andros reče tako ironično Mala Anglija, v pravo Anglijo, kjer bi se potem popoldne ob čaju, zdaj ne citiram dobesedno, kjer bi se popoldne ob čaju ona pogovarjala s tem Angležem o kulturnih, evropskih
Tako da, to je tak, ne. Drugače pa, tale mala Anglija, ja, gledajte, na mali Angliji, oziroma na Androsu, ne, so, predvsem v tem času pred vojno, pred drugo svetovno vojno, je večina ljudi dobro živela. To ne pomeni, da niso tudi garali pa delali na poljih in tako dalje, ampak vendarle večina prebivalcev je bila, torej to so bile pomorske družine, velika večina. In ti pomorci so svoje družine zasipali z denarjem. Torej svoje, predvsem žene, zaročenke, hčere in tako dalje. In na Androsu se je v glavnem dobro živelo, torej večina teh družin, ne, poudarjam večina, je dobro živela. Mnoge so celo zelo razkošno živele. In zato so pač ti ladjarji, večina njih je imela pisarne in interese, kot spet tako malo ironično pripomni pisateljica, v Londonu. In ti so pač jasno rekli, da se na Androsu skoraj tako dobro živi kot v pravi Angliji, v tej veliki Angliji. In pač od tod, torej ta, bom rekla, to poimenovanje. Seveda, jasno, ne, res so dobro živeli, ne, relativno dobro, ampak kakšna pa cena tega, to je pa druga stvar, ne.